Živja, živja. Kljub temu, da je moj glas res nikakršen, da sem hudo bolna, sem dobila paket, ki me je totalno srečil. Mislim, da samo make-up-holiki lahko razumete to. Že leta in leta je ena izmed mojih najljubših znamk Inglot. Vse od prvega stampeda perokitk na Hrvaško je to ljubezen pač na prvi pogled, obožujem Inglot, če bi se dal, bi imela 3/4 njihovih stvari. Vendar Inglot zelo varira cena in najcenejši je na Poljskem. Zdaj, poljska spletna stran inglot.pl pošilja samo na Poljsko. Ne razumem, kaj je fora, glede na to, da mi nimamo svojega dobavitelja, ampak zahvaljujoč eni krasni Slovenki, ki še trenutno živi na Poljskem, je prišpilala mojo posrednico in mi je omogočila, da sem naredila pač del zaloge za stvari, ki jih imam najraje, ki mi manjkajo, ker sem si jih res želela. Ker moja zbirka je bila stara nekaj let, več je bila že čez rok, ni bila za uporabo in je bil res skrajni cajt, da sem si jaz to majčkeno obnovila, ker tistega valjda nisem več uporabljala. Izdelki pridejo v taki lični škatlici. Vse je zapakirano v svoji škatli, kar en kup odpadka povzroči, pa zamudno je, tako da sem vse dala ven iz škatle in je to za en tak kup na moji mizi. Ne moram nič več odložiti mizo. Gre pač za profesionalno znamko, to je bolj namenjena vizažistom, tako da se pač temu nikoli začudite, ne? Stvari so pač individualno pakirane. Jaz imam najraje Freedom System in ena izmed stvari, ki imam najraje znotraj Freedom Systema, so blushi. Dobite takole posebej pakirano. Vse morate pol obrezati in šele potem vstaviti v njihove magnetne palete, zraven je pa še inci sestavine. Jaz sem se blushov najbolj veselila zaradi tega, ker imam 3 odtenke sem imela, ko sem jih uporabljala non-stop, pa tam se ni nikoli poznala, da bi karkoli uporabljala. Ampak, kaj se je zgodilo, da vam jaz pokažem, kaj se je Inglot spomnil. Tole sta oba blusha številka 27. Verjetno nisem edini človek na tem svetu, ki vidi, da se razlikujeta. Spremenili so tudi gramažo. Iz 7 gramov so spremenili na 6 gramov. Vendar pa težko jim zamerim. Stvari se pač dodajajo. Bi si pa želela, da bi namesto številke 27, tole zdaj bila 2,7/1, ali pa 3, ali pa 4, ali pa 5, da bi jaz vedela pa točno, kje blush je. A mi je všeč? Ja, mi je, še kar sem mi je všeč, vsi, ki sem jih kupila, ampak bolj mi je bilo pa všeč, če bi dobila to barvo. Če imate kakšnega koli v tej barvi, mi prosim malo sugerirajte. Paletka za blush je bila ena izmed teh, ki so pač ostale iste, tako da sem samo reciklirala in sem novo kupljene blushe ter contour powder dala nazaj v to paletko. Njihove paletke so magnetne, tiste, ki ne poznate Freedom Systema. Imate opcijo dokupiti njihov magnet, ki jo jaz zelo priporočam, ker drugače so hitri magneti premočni, pa se začnejo že korušiti potem senčila blush in podobno okoli penom, ali pa so prešibki in recimo teh blushov sploh ne dobite več ven. Tako da tale magnete, ki stane nekaj malega, je res blazno učinkovit in ga priporočam, ker potem greste dejansko samo in gre že ven. Vam pa lahko ostale... No ja, to ni fajn delati pred kamero, ker potem uspeš poškodovati zadeve. Težava mat paletk, se veste, kako je, vedno so pač majčkeno prašne pa umazane, ampak tukaj nimaš kaj. Inglot izdelek, ki ga moram vedno imeti na zalogi, je njihov Compact puder v prahu. Tudi ta je iz Freedom Systema, tako da dobite, posebej kupite zunanjo embalažo, ker ta del imate lahko načeloma znotraj kakšne palete, ali pa ga imate tako posamezno, kot ga imam jaz, zaradi tega, ker to je meni pač zelo uporabna stvar, da imam v torbici. To so ene izmed, mislim, da najboljši. Jaz ne vem, če sem kdaj imela boljši kompaktni puder.
To govorimo o čisto nekem drugem nivoju, ko ni kejki, ko se ne svetiš, ko lepo zgleda, so pa njihove stvari vse malo odišavljene z enim takim starinskim parfumom, kar je ena izmed stvari, če ne edina, kjer mi res ni všeč. Tako da to ogledalo je zelo veliko uporabno in definitivno ena izmed stvari, ki jih moraš imeti, če si jaz. Ena izmed novosti, ki jih pa nisem poznala, so pa bambusove Flexi Eco palete, ki izgledajo takole. So manjše od tipičnih velikosti in si potem sestavite, kaj si želite notri. Tale ima recimo en blush, pa zaenkrat 5 senčil, pa neko 6 bo še prišla pač notri. In tukaj lahko res date, mislim, da grejo tudi kompaktni, recimo, če bi hoteli sestaviti, pa bi lahko dali blush, bronzer, pa kompaktni pudar. So zelo uporabne, no. Moram reči, da ne vem, če mi tele niso večkrat bolj všeč, ker tiste to originalne. Lažje so definitivno, velikost je glih prava, travel friendly so, tako da mislim, da to ne bo moj edini nakup tele palete. Zdaj vam pokažem še, kako je lahko sestavljena primarno iz senčil. Je pa tako, da izgleda. 8 senčil, gre not kvadratni. Tisti, ki ne poznate Inglot, včasih so imeli opcijo okroglih ali kvadratnih senčil in kvadratna so bolj vizažistke kupovali, okrogla, ko so bile cenejše, pa tisti, ki nismo vizažisti, pa nismo potrebovali dejansko takšne količine senčil. Vendar je Inglot vmes vrgel ven okrogle senčila, tako da sem jaz mogla ponovno kupiti palete, ki imajo 4 oglate slabe. Takrat nisem imela glih Inglot, ampak kaj čemo. Freedom System ima v bistvu več različnih palet lahko kupiš, no. Res marsikaj omogočajo, si lahko pogledate. Od magnetne so pač vse, ker je nekako večino drugačne spravaš not, ampak ene so bolj ta varianta malo težja, tak magnetni pokrov. Imaš vse od, ne vem, če gre za eno senčilo, za 2 mislim, da je že, pa 4, potem jih je mislim, da 6, pa 10, so zelo lušne, no. Zdaj tele so za senčila, jaz imam še eno senčila, to je v bistvu pa zadevščina, zaradi katere sem naročala. Pri Inglotu so mi njihova mat senčila nekaj najboljšega na tem svetu. Se prašijo, ampak so ravno prav pigmentirana. To so take, ki jaz, ki ne znamo glih super delati z njimi, smo lahko 1, 2, 3 fertik. Jaz imam najraje pri njih tele mat odtenke v nekih tonih, kjer so zelo za hiter make-up. Zelo hiter sem konc, zato ker tlele se ti praktično make-up sam naredi. Tisti, ki me poznate, pa ste spremljali prvo sago nakupa z Inglotov, boste vedeli, da bela pa črna sta bile senčili, za kjer sem jaz prvič v Inglotov spraševala. Pa zakaj bi jaz to hotela? Mislim, zakaj bi hotela belo pa črno v paleti? Mislim, to je za moje pojme bilo bolj profi stilni, ki rabiš, jaz že ne. No, očitno tudi tisti, ki nismo profi, nam to zelo prav pride, tako da tokrat sem si je tako sestavljala, da imam belo pa črno notri. Bom videla, kako se to pač obnese dejansko na dolgi rok, ko z belo osvetliš pač vse odtenke, s črno jih potemniš. Ima pa Inglot kar nekaj črnih lukenj v svoji ponudbi barv, ker recimo med svetlimi, ki je pametnega, niti nimaš toliko za zbrati, pa nekih teh srednjih tonov spet imaš, ampak tam jih pa spet ne. Tako da tukaj je tako, no, barvno si že skoraj tam, ko moraš primljati malo limited edition, pa si dokupati tisto tenek, ki ti še manjka. Tako da to je bilo zaenkrat ta prva paleta, potrebujem še eno tako, vendar z drugačnimi toni. Medtem ko imam, katera je? Ta je pa bolj na shimmerji varianto, pa ne čista prava shimmerji, ampak so to bolj
perlasti tenki. V bistvu formula. Zelo lepo se ta perlasta formula blenda. In če hočeš make-up, kaj je lahko res 1, 2, 3. Ja, ne greš niti po matu tenke, ampak greš po perlaste. Zadnja dva sta izdelka za ustnice. Mat tekoča šminka ima samo 9 mesecev rok trajanja. Pa tak nek sugar bubbly gum von. To je bilo neprijetno presenečenje. Inglot je vsem Profi znamka in to, da imaš 9 mesecev za sicer je 5,5 mililitrov, je to zelo kratek rok trajanja. No? To mi ni bilo glih najbolj všeč. Bomo videli, kako bo dejansko zdržalo, ker tako pocen pa spet niso te njihove zadeve, da bi imeli tako kratek rok trajanja. Tole je pa mat šminka, ker vidite, da sem jo mogla mečkano uporabiti. Bomo videli na dolgi rok, kako se bojo obnesli. To sta dve seriji, ki jih pripravljam, pač tekočih mat pa mat. In se mi je zdel fajn, da vključim tudi Inglot, če je, pač to je le ena izmed meni najlepših znamk. Kaj so bili plusi? Zelo hitro je bila poslana, dosti stvari je bilo na zalogi, ne vse. Neki stvari nisem mogla kupiti, ker jih ni bilo, kakšni highlighteri niso bili v ta pravih odtenkih, pa tudi contouring zadevo sem kupila potem v drugem odtenku, kot sem jo originalno želela. So pa contouring pa highlight zadeve bile kar precej drage, glede na to, kaj so, pa glede na to, da je še manjša gramaža kot pa pri blushih. Tukaj ali se ti splača, ja, če najdeš odtenk, ki je v tej barvi, ne. Sem dobila vse, kar sem želela, ne, ampak pri Inglotu je moj wishlist vedno kilometrski. Želela bi si še kakšno podlago sprobati, pa kakšen lak bi rada videla, a so še vedno v redu, a so spremenili formulo, ker kakor sem lahko videla, so kar nekaj stvari spreminjali, tako da majčkeno se bom še poigrala, če imela še kakšno priložnost, bom se še naročila. Želim si pač še eno mat paleto, z tistimi senčili, ki sem, čakaj, da pokažem. Tole so moja bivša Inglot senčila, daleč najbolj, to so recimo take, ki so okrogle pa perlaste, nisem pa uporabljala, že tole sem zelo slabo uporabljala, tole praktično nisem uporabljala in tole sploh nisem uporabljala. Enostavno, tudi če se lotim takih barv, si jih lotim kot pop colors, pa še to, ker imam tudi povešene veke, pa malo prostora za ustvarjanje, raje delam z eyelinerji, tako da nisem videla smisla, da bi ponovno naročila te barve. To je bil moj Inglot haul, moja ljubica. Če imate kakršnekoli predloge, kaj vse naj bi še sprobala, sploh kakšne tekoče podlage, pa iluminatorji in podobno, bom vesela v komentarjih vsakega predloga. Če imate vi kaj na wishlisti od Inglota, me tudi to zanima, ker pred wishlista drugih je nekako moj guilty pleasure. Lepo se imejte, kmalu pa se spet vidimo. Čau, čau!